Tale test bom pa naredil malo drugače. V stilu imam eno dobro pa eno slabo novico. Katero najprej? Dobro slišim. Ok. Tole je največji, najdražji, najmočnejši in najtežji BMW M vseh časov. Dobro, vse, kar sem naštel, ni nujno dobro, razložim potem pri slabem. Da je avto ogromen, je jasno. 5,11 metra je dolg. Potem tale velika maska bi me kar požrla, če bila živa. V enem grizu. Kdor želi strašiti avta pred sabo, je zmagal. Pa ne samo zaradi izgleda, tudi zmogljivosti. Ker navadni XM ni bil dovolj, so morali pri BMW-ju narediti tole posebno različico Label, ki jo prepoznate po teh značilnih črtah pa rdečih dodatkih. Še več konjev in še več newtonmetrov ima, da bo lahko konkuriral raznim Bentleyjem, Porschejem in podobnim ogromnim SUV-jem. Torej, številke, ker vem, da vas zanimajo. 550 kW je sistemska moč, to je kar 748 konjev, navor pa okroglih 1000 Nm. Seveda to vsazga navduš tudi mene, ker se ta gmota, ki tehta kar 2 toni 800, z mesta do 100 izstreli v samo 3,8 sekunde. Mogoče je kdo zastrigel z ušesi, ko sem rekel sistemska moč. Dva motorja sta tukaj, glavni je 8-valjni 4,4 litrski turbobencinski, ki ima že sam po sebi skoraj 600 konjev, v hišju 8-stopenjskega menjalnika pa mu družbo dela še električni, s tem, da oba skupaj moč prenašata na vsa 4 kolesa. In seveda je zraven, ker je to priključni hibrid, še precej velika baterija z uporabno kapaciteto 25,7 kWh in se polni 4 ure in pol z dobrimi 7 kW. S polno pa sem lahko brez težav prevozil 80, po mestu tudi 90 km samo na elektriko. Glede porabe ne morem kaj dosti povedati, ker je čisto odvisno od vaših voženj. Če bodo kratke in boste pridno polnili, bo 0 litrov goriva, če se boste vozili daleč, pa bo povprečna poraba bencina okrog 11 litrov ob upoštevanju omejitev, jasno. Če boste na polno ves čas pospeševali, bo poraba hitro precej večja, tudi 20 in več, ampak pri 750 konjih in takšni masi je to nekaj najbolj normalnega. Lahko povem tudi, da se za takšno velikost in maso krasno drži ceste, me je kar strah, ko pomislim, da bi izletel z ceste v kakšen prehiter odpeljanem ovinku. Verjetno bi naredil tunel v goro, če bi se zaletel vanjo. Tudi lep zvok spremlja vožnjo, V8 lepo rjove, v programu M tudi zapoka in celo med električno vožnjo daje nekakšno športno grgranje, da se folk zaveda, da to ni navaden velik SUV, ampak M. No, zdaj pa slaba novica, ker vse pa ne more biti idealno, a ne? Kot prvo, to ni nikakršen M. Velika moč še ne naredi športnega avta, po čemer poznamo legendarne M-e, ki smo jih tako oboževali zaradi svoje lahkotnosti in vodljivosti. V primerjavi s tem se mi zdita celo X5M in X6M kot kakšni baletki, pa sem že pri tisti kritiziral maso in vožnjo. Tukaj je masa enostavno tako ogromna, da komaj krotiš vse skupaj, ko pride zaporedje več kratkih ovinkov, čeprav se odlično drži podlage, kot sem že prej rekel. Programi M se mi zdijo tukaj nekaj čisto nepotrebnega, ampak BMW na vsak način želi, da jim verjamete, da je to M, ne pa kakšen X8 ali kaj podobnega. Celo tako daleč so šli, da je to šele drugi poseben model M, po M1 več kot 50 let nazaj, ker so želeli povedati, kako revolucionaren avto naj bi to bil. Če ustvariš avto v prvi vrsti za Američane in Kitajce, kjer se bo najbolje prodajal, potem že za nas, Evropejce, ki imamo radi tudi lepo vodljive avte, ne samo bombnikov za vožnjo naravnost in blendanje voznikov na levem pasu avtoceste, je pa to druga zgodba, a ne? Ker je M seveda tudi udoben ni, niti v najbolj udobni nastavitvi prilagodljivega podvozja ne. Avto je ogromen, prostoren, s fantastičnimi sedeži, ampak kaj kot ko pretresa na naših cestah, da se ga boste naveličali po 1 uri vožnje. In potem je tukaj še dokaj slaba usklajenost pogonov, ker prevečkrat cukne, ko se vklopi bencinski motor pri niti ne hitrem pospeševanju. Isto potem pri ustavljanju, ko je težko čisto lepo gladko ustaviti, čeprav je sam občutek na zavori zelo dober.
Ja, tukaj pa BMW ni delal pravo s takšno nostalgično igrivostjo, po kateri so bili znani v oddelku M, ko so res pravi navdušenci v filmi ustvarjali legendarne M-e. Pri tem imam občutek, da so debeli in vsega naveličani šefi prišli do inženirjev in jim ukazali, naj naredijo največji, najmočnejši in najdražji BMW, potem pa so seveda izjemnim tehničnim znanjem ponižno ustvarjali po vseh številkah nor avto, ki pa v praksi enostavno nima smisla. Ni več romantika v avtomobilizmu, samo še številke. Pa po mojem, če bomo res rekli X8, X-Drive, 75e, da bi imeli to veliko več smisla.